V parlamentarni proceduri je družinski zakonik. Družinski zakonik prinaša številne novosti, katere bi bile nujno potrebne za koristi otroka, predvsem prenos pristojnosti iz centrov za socialno delo na sodišča, zagovornik otroka in tudi nekatere manj obličnosti postopki. Vendar se je družinski zakonik ustavil ravno zaradi izenačitve istospolne partnerske skupnosti za zakonsko in z dodelitvijo pravice istospolnim partnerjem v zvezi z posvojitvami. Ta dva člena sta razburila slovensko javnost in upravičeno. Do spremembe je prišlo čisto na podlagi politične volje. Strokovne podlage v tem ne vidim, zato ker je bil 22. člen Zakona o registraciji istospolne partnerske skupnosti razveljavljen pred ustavnim sodiščem zaradi neskladja z ustavo, ker so istospolni partnerji s tem zakonom bili prikrajšani glede dedovanja. Ta zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti loči posebno in skupno premoženje. In po skupnem premoženju lahko partner deduje, pri posebnem premoženju pa ne, in tudi istospolni partnerji so izključeni iz nujnega deleža in zato je ustavno sodišče razveljavilo to odločbo. Sedanja vlada bi lahko spremenila samo 22. člen in bi bil zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti ustaven. Kot sem že dejala, je pa vlada šla v politične spremembe, v spremembe, katere slovenska javnost ni bila pripravljena. Glede izenačitve istospolne partnerske skupnosti za zakonsko skupnostjo so bile številne dileme, tako pravne kot strokovne. Primerjalno v Evropski uniji je samo nekaj držav, ki izenačuje istospolno partnersko skupnost z zakonsko, vendar so poznale oziroma zakonsko pripoznale istospolno partnersko skupnost že pred leti. Na primer, Švedska je najprej sprejela registracijo istospolne partnerske skupnosti in po 14 letih izenačila to skupnost. Vsaka država si je dala določeno prehodno obdobje, ali družba to sprejme ali ne sprejme. Različne države imajo različno urejeno. Želim pa poudariti to, da nobena evropska direktiva ne zavezuje članice Evropske skupnosti, da izenačujejo istospolno partnersko skupnost z zakonsko, ker je v Evropski skupnosti področje družine v pristojnosti posameznih držav, tako da posamezne države odločajo o tem. Kot sem že omenila, posamezne države različno to urejajo. V Franciji je recimo pogodba, ki se sklene, civilna pogodba, ki se sklene pred sodnikom. To pogodbo skleneta istospolna partnerja in določita vse svoje preživninske obveznosti, premoženjske obveznosti. Za to pogodbo je sicer višji akt kot navadna pogodba, zato ker je sklenjena pred sodnikom. Avstrija recimo niti ne pozna istospolne partnerske skupnosti. Tako da v bistvu čas prehitevamo in mislim, da družbene razmere pri nas in na splošno je še vedno, kar je prav, družina pri Slovencih na prvem mestu po vrednotah in nikakor še ni dozorel čas, da bi istospolne partnerske skupnosti izenačili z zakonsko skupnostjo. Kar se tiče posvojitev, imamo v Sloveniji poseben problem. Na posvojitve vsako leto čaka po 200 parov, posvojitev pa se opravi 22. To pomeni, da nam primanjkuje otrok. In z razširitvijo upravičencev do posvojitev bi pač zakonski pari še dalj časa čakali. Že po obstoječi zakonski ureditvi tudi lahko posameznik, ne glede na usmerjenost, posvoji otroka. Države, ki so izenačile posvojitve istospolnih partnerjev z zakonskimi skupnostmi oziroma zakonsko zvezo, zakonskimi partnerji so predvsem države, kjer ne poznajo
drugih oblik, tako kot imamo pri nas rejništvo. Rejništvo je v naši zakonodaji posebna oblika, kjer Center za socialno delo po sedanji zakonodaji dodeli otroka, vendar starševstvo s tem ne preneha. Druge države ne poznajo te oblike rejništva, ampak imajo posebne zavode. Pred vojno smo tem zavodom rekli pri nas sirotišnice, kjer je otrok preveč, se dajo ti otroci v te zavode in je tudi zato večja možnost posvojitev, ker povpraševanje ni tako veliko. Na žalost se to dogaja tudi v Evropski uniji, kjer se ti zavodi v število otrok povečuje, predvsem v vzhodnoevropskih državah, tako na Češkem, Poljskem, Romuniji, Bolgariji. In potrebno bi bilo tudi posamezne sporazume z državami skleniti v zvezi z posvojitvijo. V času naše vlade smo sklenili takšen sporazum z Makedonijo. V Ameriki vemo, da je teh otrok za posvojitev na čakanju in zato istospolni partnerji tudi niso v taki konkurenčni zvezi, če čisto pogledamo družbene razmere oziroma realno stanje in pustimo ob strani psihološke dejavnike, kajti tudi tu nimamo izdelanih strokovnih analiz, kaj to pomeni za otroka, če je posvojen v istospolni partnerski skupnosti. Glede na to, da je družinski zakonik že skoraj predolgo v sami zakonodajni proceduri in da samo ta dva člena zaustavljata sprejem družinske zakonodaje, bi pametna vlada umaknila ta dva člena iz družinskega zakonika in poslala v proceduro družinski zakonik, ki je nujno potreben, saj zakon o družinskih razmerjih in zakonski zvezi je bil že 3-krat noveliran in je nujno potreben spremembe, kot pravim, v korist otrok, kajti celotna zakonodaja družinska, se moramo zavedati, da je v korist otroka in družine.